3 stopnice niso bile nobena ovira. Nikdar nisem mislila, da lahko postane tako majhna ovira takšen problem. Moje prijateljice so mi vedno pripravljene pomagati. Brez njih bi zame bilo marsikaj nemogoče. Odvisna sem od pomoči drugih. Stvari, ki so za druge samoumevne, so zame postale nemogoče. Spočetka sem bila v središču pozornosti. Vsak se je zanimal zame, vsak mi je hotel pomagati. Tudi profesori so mi pomagali. Vsi so hoteli pokazati razumevanje za moj položaj. Čez nekaj časa se je vse to poleglo. Nisem več v središču pozornosti. Nasprotno, pozabljajo name. Nihče mi ne pomaga več. Občutek imam, kot da sem jim v breme. Nikoga ne zanima, ko poskušam z vozičkom hiteti za njimi. Zakaj ne morem več v hipu zapustiti razreda z drugimi vred? Tanja, 2 krepki roki imaš in to je zelo veliko. Učili se bomo vsi in ti boš naša učiteljica. Samo dosti časa bomo potrebovali. Kako pa gre pri učenju? Dobro. Ti pomagajo? Ja. In šport? Moj voziček je v Polzah še vedno posebna atrakcija. Za sošolce je nekaj posebnega, zanimiva igrača je. Pa vendar, oni ne vedo, kako je, če si za vse življenje privezana. Pa res ni tako enostavno. Ja, sem zmagala, saj ni bilo konkurence, ampak zdaj bomo morala veliko trenirati. Če 14 dni imamo tekmo v Beljaku in tam pridejo tekmovalci iz po Evrope. Tam hočem pač nujno zmagati in zato bo treba še veliko trenirati. Treba plesati.
enkrat sem začutila, kako je moja hrbtenica zadela ob nekaj trdega, ob nekaj nepremičnega. Še v istem trenutku sem zgubila oblast nad svojim telesom. Začutila sem ščemenje, ki se je počasi razširilo po vsej nogi. V meni se je nekaj dogajalo, česar ne morem opisati. Vse se mi je zdelo kot električni sunek, ki ga je spremljal krepak pretres. Bolečine sploh nisem občutila. Hotela sem ustati, a noge me niso držale. Tudi šola mi je postala tuja. Z vozičkom vedno znova odkrivam nove nepremagljive ovire. Stranišča so za moj voziček preozka in tudi uporaba javnih prometnih sredstev je postala zame skoraj nemogoča. In tako ljubljeni obiski v kinu so postali velik problem.